Slovenska policija bo seveda v turistični sezoni prisotna na cestah tako kot do sedaj, kot ste jo opazili, in še bolje, če bo to potrebno. Namreč sama prisotnost policistov na cestah, vožnja z motorji, z vozili, pojavljanje na avtocestah, na regionalnih cestah in lokalnih cestah nekako avtomatično spodbuja voznike, da vozijo počasneje in da se bolje držijo svojih predpisov. Konec meseca bomo vključeni v evropsko akcijo Bus, kjer bomo intenzivno v tem dnevu nadzirali vse avtobuse na celem območju Republike Slovenije, tako kot se bo ta akcija izvajala tudi v drugih evropskih državah in bomo na tak način seveda izvajali kontrolo turistov, ki se prevažajo preko slovenskega ozemlja oziroma stanja avtobusov, kateri se prevažajo proti morju, bodisi destinacijam na slovenski obali ali hrvaški obali. Želimo si, da bi bilo črnih vikendov čim manj in seveda zato prosimo vse državljane, državljanke, ki so na cestah čez vikende, da so bolj strpni, da upoštevajo, da so kolone ob vikendih, takrat prihaja do menjav turistov v turističnih krajih in seveda vsi moramo bolje odbraniti živce kljub vročini, ki je vedno bolj prisotna na slovenskih cestah in seveda okoli nas. Cilj teh akcij ni zato, da bi ustavljali ljudi, jih kaznovali, cilj teh akcij je, da umirimo promet, da izboljšamo prometno varnost. In glavni cilj policije ni ustavljanje in kaznovanje. Glavni cilj je zagotavljanje večne varnosti. Zato sem tudi začel s preventivnim delom. Če pa govorimo o statistiki, ki jo imamo od našega zadnjega sestanka oziroma naše zadnje predstavitve, lahko potrdim to, kar je minister povedal, da je v mesecu juniju bilo bistveno manj smrtnih žrtev kot v primerjavi z mesecem junijem v preteklem letu. V preteklem letu smo imeli 32 mrtvih na slovenskih cestah, v letošnjem juniju 15. Kar je pa še bolj pomembno, je pa to, da smo bistveno zmanjšali število lahko in težko poškodovanih. Lani jih je bilo 147, letos v mesecu juniju 82, gre skoraj za polovično prepolovitev. In seveda podobno pri lahko telesnih poškodbah, lani jih je bilo 1580, letos 804. Gre za velike učinke tudi tega zakona in seveda bolj previdno vožnjo. Policisti nasplošno opažajo pri svoji dejavnosti na cestah, da promet poteka bolj umirjeno in da je vedno manj voznikov, ki izredno agresivno vozijo po cestah. Motorna vozila še enkrat poudarjam, ker velikokrat ljudje ne vedo, kdaj in kako se zasežejo in imajo napačno predstavo, da je nekdo naredil samo en prekršek. Motorno vozilo, bodisi avto ali motorno kolo, se lahko odvzame samo v določenih primerih, ki so zakonsko zelo jasno zapisani. Gre za to, da je nekdo moral že predtem 3-krat biti pravnomočno kaznovan za naslednje prekrške, da je v zadnjih 3 letih, pravi 3-krat v zadnjih 3 letih pravnomočno bil kaznovan za prehitro vožnjo v naselju, ko je ta hitrost presegala več kot 30 km/h. Izven naselja več kot 40 km/h in na avtocestah več kot 50 km/h. In ko ga četrtič dobimo pri takšnem dejanju, mu zasežemo vozilo. Se pravi, po avtocesti je nekdo bil 3-krat ujet in kaznovan pravnomočno, da je vozil več kot 180. Ali po mestu mimo šole recimo 70 ali 80. Šele četrtič sledi kazen odvzema vozila in pa takrat, ko so storjeni ti prekrški in voznik želi nadaljevati vožnjo in poskuša nadaljevati vožnjo in s tem ponavlja prekršek. Recimo odpelje takoj pred policisti, ignorira navodila, ki jih dobi policistov, ali počaka, da policijska patrulja odide in poskuša na enkratni takšen prekršek, ga ujame ena druga patrulja na drugem koncu mesta in ga seveda potem takoj sledi takšna kazen. Gre za res ekstremne prekrške in zato mislim, da je ta ukrep upravičen.